Zakon privlačnosti. Trenutno je zelo popularna knjiga The Secret ali Skrivnost, kjer zadeva zakon privlačnosti, torej teorijo, da podobno privlači podobno. In če želiš v življenju uspeti in če želiš, da bi dobil tisto, kar želiš, potem si moraš to enostavno predstavljati in želeti in s časoma se bo to v tvojem življenju manifestiralo. Torej cilj je odpovedovanje vsega negativnega, da ne misliš na scenarij, ki bi ti onemogočal tisto, kar si želiš, ampak da si predstavljaš, da tisto, kar si želiš, da že imaš. In ta ideja zakona privlačnosti ima nekaj skrivnosti, nekaj dejstev, ki jih ta zakon privlačnosti ne razodeva. In sicer to, da lahko stvari dobiš in lahko se ti te stvari, ki si jih zamisliš, uresničijo, to, da za doseganje tega moraš ignorirati določena dejstva. Zanikati moraš določen del realnosti in ignorirati določene ljudi. V nekem smislu moraš postati sebičen, skrbeti te mora samo za lasten interes in ne smete brigati za dobrobit drugih ljudi, kaj šele ostalih živih bitij. Ta sistem je narejen tako, da podpira tiste, ki so najbolj sebični, ki so najbolj bojeviti, ki najbolj trmasto vztrajajo na svoji poti, vendar pa tako vztrajanje na tej poti samopoveličevanja, ignoriranja ostalega in gledanja samo na svoj interes, slej kot prej pritegne tudi temu primerne posledice. Kajti zakon privlačnosti v resnici deluje. Toda če ti deluješ iz vidika sebičnosti, potem sebičnost pripelje sebične posledice. Kratkoročno sicer ti lahko dobiš tisto, kar želiš, kar si zamisliš. Toda dolgoročno boš na sebe pripeljal bolečine in negativne posledice. Kajti realnost je sestavljena iz celotnih delcev stvarstva. Vsak od nas, vsako živo bitje predstavlja sestavni delec stvarstva. In če se osredotočaš samo na pozitivno in samo na sebe, to pomeni, da zanikaš, da ignoriraš ostale delce stvarstva. In to ignoriranje pomeni, da te bo na koncu tudi stvarstvo pričelo ignorirati. Potrebno se je zavedati, da nad zakonom privlačnosti vlada zakon enosti in zakon ravnovesja. V tem stvarstvu lahko dolgoročno harmonično preživi samo oseba, ki se zaveda povezanosti in enosti vseh sestavnih delcev tega stvarstva. In če ti kot sestavni delec te enosti deluješ samo v sebičnem interesu, torej da samo iz tvojega egoističnega stališča želiš nek družben status ali nek predmet samo za sebe, brez da bi ti bilo mar, kako se bo to zgodilo in kako boš za temi svojimi željami vplival na realnost drugih živih bitij, potem se ti bo to obrestovalo tako, da boš dolgoročno izkusil boleče posledice tega svojega sebičnega hotenja. Zato je potrebno upoštevati to dejstvo in se zavedati, da smo vsi medsebojno povezani in soodvisni in da lahko harmonično živimo in dobimo tisto, kar si želimo, samo če se bomo vsi medsebojno začeli enakovredno podpirati. Kajti, če bo želel samo za sebe in na tej poti uresničevanja svojih ciljev zatiral, ignoriral in škodoval drugim, potem pomeni, da škoduješ celoti in celota te bo izločila iz te realnosti. Če pa se boš zavedal, da smo vsi povezani in če boš deloval v smislu podpiranja celote, potem te bo tudi celota začela podpirati in tudi za tvoje potrebe bo poskrbljeno. In praktična realizacija tega zakona enosti in ravnovesja je predlog politične spremembe ekonomskega, družbenega in denarnega sistema za uvedbo enakovrednega denarnega sistema. Ta politični premik bo spremenil vrednote v družbi in vrednote denarja kot medija, preko katerega lahko vsak dobi tisto, kar želi, tako da bo vsakemu
omogočen enakovreden dostop do vseh naravnih virov in do vseh potrebnih stvari. Vabim vas torej, da raziščete Destiny, podprite politično rešitev enakovrednega denarnega sistema in se priključite spletnemu izobraževalnemu programu Destiny iProcess. Hvala.